Člani Društva upokojencev Slovenska Bistrica so se pretekli petek v prostorih PGD Slovenska Bistrica sešli na rednem volilnem zboru. Na zboru so prisluhnili poročilo o delu društva za leto 2022 ter sprejeli programske usmeritve društva in plan dela za leto 2023. Društvo upokojencev Slovenska Bistrica je bila podružnica Društva upokojencev Slovenije ustanovljena 16.4.1950. Tako da letos društvo praznuje 73 let delovanja. Lepo, samostojno društvo, ko je se razdelili podružnice na tale samostojno društvo, smo se pa osamosvojili 8.11.75, se pravi, da letos praznujemo 48 let samostojnega društva Slovenska Bistrica. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli petek pripravili literarni večer ob noči knjige 2023. Predstavili so knjigo Orlanda Uršiča Krušni oče. Zgodovinski roman ni le literarna biografija kultnega tekstilnega industrialca in človekoljuba Josipa Huterja, pač pa odseva tudi družbeno razdeljenost Maribora nekoč. Torej, veliko teh ljudi je bilo, ki so v povojnem obdobju na nek način različne tragične, žalostne usode doživljali. Do enega bomo še prišli, ki ga zagotovo vsi poznate, pa se to ni vedlo. Skratka, na nek način mi je ta zgodba mariborskega industrijskega obraza, ki je zelo pomemben pravzaprav. Maribor je bil industrijski gigant, to je bilo desetine tisoče ljudi zaposleno, mnogo družin, otrok zraslo v tem delavskem duhu in delavskem vzdušju. To je ena taka slika Maribora, mislim, prvo, kar ti pade na pamet. Potem ta propad vseh teh fabrik po osamosvojitveni vojni, žalostne usode mnogih ljudi, bi rekel, ki so ostali na cesti. In Maribor na nek način, po mojem, si od takrat še ni opomogel, ni doživel neke katarze. Takrat, ko so vse te fabrike propadale, Mariborčani niso šli na ulico, jaz ne vem zakaj ne. En cegel ni letel nikamor v parlament. Pa vemo, kako so te tovarne zapirali, v bistvu so zato, da smo mi dobili priznanja, so razne korporacije v bistvu zahtevale, da se to likvidira. En tak primer je recimo MAN, nemški tovornjaki MAN. Oni so pač zlobirali pri politiki, da Nemčija nas bo priznala, samo pač tam mora na nek način se zapreti. Čeprav seveda je pa tudi ta, bi rekel, plansko gospodarstvo, ki je jasen del komunizma, seveda te ljudi tudi umetno zaposloval. Tam so bili ljudje zaposleni, so en šalter stiskali 8 ur na primer. Res je tudi, ampak jaz mislim, da bi se dalo rešiti. In cela ta zgodba v bistvu mi je pa potem se skozi pač prebiranje malo gledaš tako naokoli, raziskuješ, ugotoviš, da v bistvu je celotno industrijo mariborsko, ampak res vse so zgradili Nemci, pa delno tudi Čehi. Se pravi, tekstilno industrijo, avtomobilsko industrijo, tam je bil tovarna letalskih motorjev, tako veste boljše kot jaz najbrž. Skratka, vse to so zgradili Nemci, celotno staro mestno jedro, to so zgradili Nemci. Ta del na desnem bregu Drave, ki sega, ne vem, recimo od Starega mosta, tam še noter od bolnice malo naprej, to so vse Nemci zgradili. In pravzaprav je to tudi ena taka tabu tema, po mojem še zdaj. Ti mariborski Nemci so potem seveda doživeli tako tragično usodo, kot so jo, po drugi vojni, kot so jo tudi tu v Slovenski Bistrici. In to me je nekako pritegnilo, da v bistvu Josip Huter je bil za svoje čase neverjetno sposoben človek, torej on je zaposloval 1600 delavcev, on je zgradil Huterjev blok, kot veste, delavsko kolonijo na Pobrežju, res je skrbel za svoje delavce, torej plače so bile takrat, ne vem, mislim, da 4 dinarje na uro, pri drugih tovarnarjih, pri njemu so bile 7. Ob tem, da jih je kreditiral, da jim je, torej, mislim, res, imel je delavski svet že 30 let pred komunisti. On je res bil tudi filantrop, recimo, financiral je narodno herojno
Slavo Klavoro jo je štipendiral, Mariborski otok recimo, ne, financiral. Mislim, res ogromno stvari, tudi Mariborski park, res je deloval v svojem mestu, je vračal nazaj. Ne. Doživel pa svojo neko tragično obsodo in to me je na nek način ta empatija in mogoče, da iztrgaš iz pozabe eno tako zgodbo, ne, pa je vredno. Ne. Civilna iniciativa je minulo soboto na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici pripravila protestni shod za Pohorje brez vetrnih elektrarn. Okoli 40 protestnikov je glasno izrazilo svoje nestrinjanje z načrtovano postavitvijo vetrnih elektrarn na območje Pohorja. Izjavo civilne iniciative je podala Tatjana Brumec. Pohorje v luči aktivnih odzivov širše javnosti, ki nasprotuje umeščanju vetrnih elektrarn na območje Pohorja in današnjega shoda, na katerem želimo opozoriti na perečo problematiko, podajamo sledečo izjavo. Pohorje z ohranjenimi gozdovi, vodami, krajino, ki jo je skozi stoletja oblikoval pohorski človek, sodi med najbolje ohranjena naravna območja v Sloveniji. Njegovi gozdovi dajejo kruh generacijam Pohorcev, vsem ostalim pa nudijo številne usluge, kot so čist zrak, uravnavanje klimatskih ekstremov, prispevajo k zagotavljanju zadostnih vodnih virov, so ponoro oblika, ščitijo pred plazovi, obnavljajo prst, nudijo nam mir, prostor za sprostitev, rekreacijo in turizem. Pohorje obsega okoli 770 kvadratnih kilometrov in je v več kot 70% pokrito z gozdovi, kar predstavlja zelena pljuča za več kot 300 tisoč okoliških prebivalcev. Z načrtovanimi vetrnimi elektrarnami na območju Pohorja bi bilo potrebno posekati 100-letne gozdove. Za samo gradnjo le-teh, kot tudi za izvedbo kablovodov, dostopnih cest ter druge potrebne infrastrukture. Za vsako izmed elektrarn bi bil potreben posek gozda v izmeri 70x70 metrov. Iz nadpohorskih smrek bi štrlele okoli 6krat višje vetrne elektrarne. Pohorske ceste bi bilo potrebno razširiti na vsaj 4 metre, zgolj zato, da bi se na območja gradenj lahko pripeljalo sestavne dele vetrnic. V ovinkih bi bile te razširitve še mnogo širše. Za delovanje vetrnih elektrarn so potrebna olja in maziva, ki predstavljajo ob morebitnem izlitju grožnjo pohorskim vodnim virom. Pohorje bi tako postalo degradirana tehnološka krajina, polna presek novih dostopnih cest, vkopanih kablovodov in delujočih vetrnic, katerih slišni in neslišni hrup ima negativen vpliv na vsa živa bitja. Nenazadnje je Pohorje tudi zaradi ohranjene narave, številnih rastlinskih in živalskih vrst, ki jim nudi dom, prepoznano kot eno izmed najvrednejših naravovarstvenih območij v Sloveniji. Civilna iniciativa zaradi vsega navedenega ostro nasprotuje kakršnekoli umeščanju vetrnih elektrarn na območje celotnega Pohorja. Izjemnega pomena je prepoznavnost in vključenost Pohorja v regijske načrte razvoja zelenega in trajnostnega turizma. Njegov turistični potencial predstavljajo širni gozdovi, možnosti za številne prostočasne aktivnosti v naravi, bogata zgodovina, ohranjena naravna in kulturna dediščina ter tradicionalne obrti, pridni in pa gostoljubni Pohorci. V nastajanju je regijski park Pohorje. Z načrtovanimi posegi bi se izničilo ves, tudi turistični potencial, ki ga Pohorje premore in na katerem se gradi vizija za človeka in naravo skladnega razvoja. Ali bomo dopustili kapitalu, povrhu še tujemo, da degradira, uniči najvrednejše, s čimer se ponašamo v ožjem in širšem prostoru? Ne! Za dobičke tujih kapitalistov, ki bodo potem, ko bodo zlorabili Pohorje, odšli od tod, zaslužki v žepih, nam pa prepustili uničeno, izkoriščeno in degradirano Pohorje. Ob navedenem pa ne moremo mimo sledečega,
kakšno zeleno politiko zasleduje naša država, če s postopki, ki jih pelje, omogoča umeščanje takšnih objektov na najbolj zelena območja v Sloveniji in jih s tem degradira? Je to potem res še zelena energija oziroma zelena politika? Sprašujemo se tudi, po katerih parametrih je bilo prav Pohorje prepoznano kot najprimernejše območje za umeščanje te energetske infrastrukture. Civilna iniciativa za Pohorje brez vetrnih elektrarn poziva vse odločujoče, lokalno skupnost, državo, strokovne institucije, ministrstva, da nemudoma prenehajo z vsemi postopki umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorje, ne glede na to, ali se postopek vodi na podlagi občinskega prostorskega načrta ali pa preko državnega. V Slovenski Bistrici so se znova pridružili projektu Vseslovensko petje srci. Minulo nedeljo so skupaj peli na tribunah nogometnega igrišča v športnem parku. Dogodku so se pridružili tudi na motopikniku. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli torek predstavili knjigo Libra avtorice Manice Žmavc. Manica Žmavc je predavateljica in svetovalka. Pravi, da je njeno poslanstvo pomagati ljudem, da razvijajo ljubeč odnos do sebe in zaživijo pristno, radostno in ozaveščeno osebno ter profesionalno življenje. Težko opisujem, kaj je v njej, ker je napisana pač na ta način, kot jaz tudi doživljam svet, multidimenzionalno, ne samo v enem času, v enem prostoru, ampak se nekako pripoved ali pa bi rekla neke vsebine moje duše, neke notranje identitete so predstavljene skozi dve zgodbi. Eno, ki se odvija v nekih drugih dimenzijah in časih in eno v tem življenju. In povem vam lahko, da ni ene takega mešanih, ampak kako bi rekla,
poprečnih mnenj o tem, ali vam je všeč ali pa vam sploh ni. Se pravi, ali zadene ali pa se vas ne dotakne. Dobivam res take zelo, bi rekla, ganljive feedbacke, povratne informacije, ker se in ženske in tudi moški prepoznajo pač v teh sporočilih, ker v bistvu ta naša dušna identiteta je itak polna enih arhetipskih, tudi simbolnih zgodb in poti in vsebin, ki jih vsi nosimo v sebi. In to potem nagovori in se dotakne in sproži, ali pa rečete, pač to sploh ni zame, ne. Je pa kompletno avtorska, tudi z naslovnico sem jo sama narisala, tako da je res, bila je 2-krat lektorirana in nobena lektura mi ni bila všeč in potem sem se poslala 3 pikce nekam in je sedaj taka in je bila potem natisnjena in izdana brez lektoriranja, zaradi tega, ker stojim z dušo za vsako vejico, pa tudi časovnično ni pravilna, jaz sem jo tja postavila, tako da to je zgodba Lidre. Nogometaši KTM Impol Bistrice so v 26. krogu druge slovenske nogometne lige v bistriškem športnem parku z 1-0 premagali ekipo Nafte 1903. S pogledom na prvenstveno lestvico so se nogometaši KTM Impol Bistrice dobro zavedali, da je tekmo proti Nafti potrebno dobiti. In prav slednje so uresničili v 84 minuti srečanja, ko je za vodstvo in končno zmago z 1-0 zadev Domen Zajšek. Ja, v bistvu bila velika gneča, tam sva bila z Ninotom, mislim, da sem jaz malo dal žogo, pa malo njega po nogi, on pa tudi mene, tako da, ne vem, v glavnem, da žoga šla v gol, to je najbolj pomembno. Z odličnimi potezami v tekmi je dobro formo potrdil Rok Maher. V 9. minuti je streljal mimo gola. V solo akcije je zapretil v 30. minuti, v 58. minuti pa tudi iz te akcije ni zadev polno. Ja, mislim, da lahko zdaj malo lažje zadihamo in pač moramo iti še vseeno posebej tekmo po tekmo in pač nabirati pike do konca prvenstva. Tudi gostje iz Lendave so imeli trenutke v tekmi, ko bi lahko premagali domačega vratarja Friedricha. To sta bila poizkusa Benceta v 29. minuti in 3 minute pred koncem prvega polčasa. V obeh poskusih je bil zmagovalec domači vratar Friedrich. V ekipi se zelo dobro počutim, ker so vsi pač dobri prijatelji moji, se že pod dolgo poznamo. Mislim, da mi devajo pač spodbudo, ker pač nimam še izkušenj, ampak mi spodbudo trenerov in vseh igralcev mi gre. Pomembne 3 prvenstvene točke so torej na konto bistriških nogometašev, ki pa jih bo potrebno nadgraditi še v preostalih 4 tekmah do konca ligaških obračunov. Plan je, da matematično zagotovimo obstanek v ligi. Tako da bomo videli, kaj bo, pa bomo še pokal tekmo, tako da se ne obremenjujem, ampak važno, da smo danes zmagali, treba se dobro spočiti, malo preanalizirati današnjo tekmo in se osredotočiti na pokal. Ja, veliki pričakovani polfinale slovenskega pokala med KTM Impol Bistrico in Mariborom je se v Slovenski Bistrici končal zmago Maribora s 3-1. Mariborčani so se tako uvrstili v veliki finale. Poraz v življenju bo vedno ostal samo poraz in je napredovanje, kot v tem primeru, v finale slovenskega pokala za nogometaše kluba iz Slovenske Bistrice. Vendar stoječe ovacije 2000 gledalcev in aplavz po porazu daje vedeti, da so storili vse, da bi bilo drugače, kar se tiče rezultata. Dani maksimum bistriškega drugoligaša pa je v tej tekmi potrdil, da so Bistričani s to tekmo stopili na slovensko sceno nastopanja v vseh pogledih nogometne igre. Po tako moški predstavi fantov, ki igrajo za klub izpod Pohorja, je na svoje fante s ponosom gleda tudi trener Goran Stanković. Jaz sem res ponosen na fante. Držali so se plana prvi polčas, drugi polčas smo tudi zadeli, v nadaljevanju smo malo prenaivno dobili ta prvi oziroma pol tudi drugi gol, pa se je pol vse malo obrnilo na glavo, ampak res sem ponosen in vesel, da so se fantje prikazali v taki luči. Bistričani so v tekmo stopili brez strahu do renomiranega nasprotnika. Tako so oblegali vrata Juga v 4. in 5. minuti na začetku tekme, ko sta poizkušala Kukovec in Vidmar z glavo.
Mi smo vedeli, da bo Maribor šel že od prve minute na polno, zdržali smo 45 minut, hvala Bogu, bil je fokus pravi, ampak pol nam je malo zmanjkalo v drugem polčasu, malo fokusa, nismo bili 100% osredotočeni na igralce in pol taka ekipa, ko je Maribor, par napaki se kaznuje in potem se težko pobrati. Nato je na nasprotni strani dvakrat strelom poizkušal reprezentant Slovenije Vipotnik. V 22. minuti je tako streljal Brnič, za Bistričane pa 2 minuti kasneje Martinčič. Vipotnik je na srečo Friedricha udaril čez gol. Na nasprotni strani poizkuša Kuliš. Marko Tolič pa s tem strelom ogreva dlani odličnega 19-letnega Primoža Friedricha. Ja, dobra izkušnja, pač, priznati smo jim mogli premoč, ampak smo veseli nad igro. V lepi fair predstavi je tale strel dodal tudi Havelka, ter nato Božič, ki tudi ni bil natančen. V 39. minuti se je Friedrich s pravo parado izkazal po strelu Aljaža Antolina. V prvem delu na koncu smo videli 2 zadetka, vendar iz prepovedanega položaja, pa tudi mariborskega je sodnik razveljavil. Sanjski začetek drugega dela igre za varovance trenerja Gorana Stankoviča. Kajti po podaji Martinčiča je Kukovec zadev za 1-0 in poskrbel za euforijo na stadionu v Športnem parku v Slovenski Bistrici. Upali smo, da nam bo uspelo na koncu vseeno zadržati to vodstvo in nekako priti do zmage, se uvrstiti finale, ampak na koncu se ni išlo. Vijolice so na vodstvo odgovorile 4 minute kasneje, ko je z res lepim golom poravnal na 1-1 Marko Tolič. V 54. minuti sta v igro pri domačih stopila Nejc Bračko in Filip Janežič. Prav slednji je bil udeležen pri golu Maribora za vodstvo z 2-1. Po strelu Vipotnika se je žoga od Janežiča odbila za hrbet Friedricha. Po vodstvu gostov je Zajšek takole sprožil čez gol. Friedrich pa v 72. minuti v tej akciji lepo ubranil strel Vipotnika. Vse upe Bistričanov po izenačenju pa je v 72. minuti pokopal Antolin, ki je povišal na 3-1. Pa ja, prvi polčas nam ni stekel, ni nam šel po željah, nismo mogli na tem igrišči igrati svojo igro. Preveč smo silili, premalo pasov smo si podali, namesto da bi igrali malo 5-6 pasov, okoli smo s 3 pasli hoteli priti v gol in to je bila napaka. Potem pa pridemo slučilnice, takoj zadetek, to je bil za nas en velik šok. Potem, hvala Bogu, smo dosegli 2 zadetka, hitra 2 zadetka in hvala Bogu zmagali. Potem vodstvo so domači še 3-krat resneje poizkušali, Martinčič 15 minut pred koncem, Vidmar z glavo in nato še v sklepnem delu razigrani Nejc Bračko. Tekma je bila zanimiva, živahna, veseli smo, da smo uspeli zadeti, škoda seveda za tiste 3 prejete zadetke, ampak to je seveda izkušeni Maribor in mislim, da se tega nimamo kaj sramovati. Na koncu je 2000 gledalcev z glasnim aplauzom res šampionsko in v vseh pogledih profesionalno ekipo Maribora pospremilo zasluženi finale, ki bo 6. maja na stadionu v Celju. Koga si želite v finalu? Pa želel bi si Aluminij, ampak vemo, da je dosti procentov, da bo prišla Olimpija, ampak vseeno, kdo pride, moramo zmagati, to je osnovni cilj. Posebno zgodbo so na tem srečanju pisali gledalci ali kakorkoli hočete navijači. Ti so svojim res športnim navijanjem dajali energijo tako domači ekipi, kot tudi ugledni ekipi iz Maribora. Ja, vsaka čast navijačem. Mislim, da še ni bilo takega obiska na tekmi. Res je bilo čutiti to energijo. Res bi se rad vsakemu posamezniku zahvalil. Zgledalo je res v takem vzdušju fantastično igrati. Pa to je, mislim, da skoraj za vsakega našega bistriškega nogometaša prvič. Tako vzdušje, mislim, da se to zelo dvignilo, pomagalo, ampak na koncu škoda. Mogoče kakšna prekinitev, če bi uspeli zabiti, bi bila drugačna pesem, ampak na koncu mislim, da smo se dobro pokazali in pustili en dober vtis v slovenskem pokalu. Ja, tako kot sem rekel, pred takim številom gledalcev, to je res neko posebno doživetje. Res še enkrat hvala vsem, ki so prišli na tekmo in gremo naprej. Izpostaviti velja tudi obe navijaški skupini, domače Atems Bojse
in Viole, ki so svojim navijanjem pokazali, da so sestavni del slovenske nogometne scene. Pred samim zgodovinskim srečanjem pa smo nekatere akterje navijaškega dela povprašali, kaj oni menijo o tem zgodovinskem polfinalu bistriškega nogometa. Poglejmo, kaj so povedali. Jaz mislim, da bo nogometni klub Bistrica znal to izkoristiti za bodočnost. In upamo, da bo prava tekma, pa da bo Bistrica tudi od tega kaj odnesla. Ja, mislim, da je to en velik uspeh vseh generacij od začetka bistriškega nogometa pa do sedanjih. Radi prvo čestital gospodu predsedniku Martinčiču, ki je dvignil klub na en višji nivo, kar se vsakako Slovenska Bistrica to zasluži. Glede tekme same pa danes pričakujem eno taktično tekmo strani Bistrice, čakanje svoje priložnosti, imajo mlade igralce, ki se hoče dokazovati in pričakujem eno, če bomo zdržali prvih pol ure, je možno vse. To je velik uspeh za bistriški nogomet. Bolj malo spremljam Bistrico, ker je druga liga, spremljam pa Maribor. Pa danes pa normalno, da bi mogel Maribor zmagati, če bi bilo vse normalno, vse je favorit. To je zgodovinski uspeh, tako da verjetno bodo igrali za prvo postavo, ker mogoče se motim, bilo bi pa zelo fajn, če bi Bistrica naredila eno veliko presenečenje. To je nekaj fascinantnega, nekaj, kar že dolgo niso dosegli, pa mogoče nikoli več ne bo. Največji uspeh do sedaj, res, tako sem vesela. Bil bi vesel tudi moj pokojni oče, nogometaš, ki je bil pač ustanovitelj kluba v Sankarca včasih in mi je žal, da ga danes ni tukaj. Zelo sem ponosna na te bistriške fante in mi želim vse najboljše. Ja, jaz mislim, da je to največji uspeh v Bistrici. Jaz sem igral v Bistrici nogomet tudi, pa takega uvrstitve nismo uspeli doseči. Jaz mislim, da je uspeh bistriškega nogometa v zadnjih parih letih nepojemljiv. Jaz si nisem mislil, da bom v svojih 33 letih videl tekmovalno tekmo na bistriškem stadionu med NK Slovenska Bistrica pa NK Maribor. Ko sem videl žreb, ko sem videl, da bomo igrali doma, ne vem, sem malo čustven. Jaz mislim, toliko enih dogodkov se je zgodilo na tem stadionu čez leta. Jaz mislim, da je to en menik v bistriškem športu za nazaj pa za naprej. Najprej res iskrene čestitke Bistričanom za to zgodovinsko uvrstitev v polfinale. Vse so nas v Sloveniji pozitivno presenetili in mislim, da so tudi sami veseli, da so se v polfinalu oziroma da se bodo srečali prav z Mariborčani, praktično sosedi. Verjamem, da tu v Slovenski Bistrici je veliko navijačev Maribora in da danes nihče ne more biti razočaran, kakorkoli se bo tekma končala. Bistrica mislim, da je še presegla svoje cilje. Mariborčani jasno si želijo te pokalne lovorike, tako da danes v vsakem primeru bo zmagal nogomet in bom uporabil kar tisto obrabljeno frazo na igrišču, pa naj zmaga boljši, ampak že to, da bo danes stadion v Bistrici poln, da so gledalci znali prepoznati to delo bistriškega nogometnega kluba, mislim, da je že to ena velika potrditev za ta klub in zagon za nadaljevanje.